spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani gospod minister, vaša ekscelenca, člani odbora za obrambo, gospod župan, gospe in gospodje. Danes imam priložnost, da vas prvič po epidemiji COVID-19 kot vrhovni poveljnik nagovorim v postroju. Priložnost, da vas nagovorim na terenu pri izvajanju vaše ključne aktivnosti, usposabljanju. Današnja vaja, kot tudi že vse izvedene in vse še načrtovane v okviru vaj preskok, so tudi odziv na pričakovanja in zahtevo za izboljšanje pripravljenosti naših obrambnih sil. Vsi navzoči. Kot sem povedal ob dnevu Slovenske vojske, je vaša osnovna naloga krepitev bojnega karakterja naše vojske. Bojni karakter se gradi predvsem skozi realno usposabljanje in preverjanje usposobljenosti. Usposobljenost je glavno merilo pripravljenosti, ključnega elementa sposobnosti odzivanja na nevarnosti in tveganja v našem globalnem okolju. Kot vaš vrhovni poveljnik, skupaj z vsemi, ki smo odgovorni za vas, mi vsi skupaj, kot Slovenska vojska, kot vojaški steber slovenske varnosti, pa za varnost vseh naših ljudi, sem na vaše delo zelo ponosen. In kot sem rekel na dnevu Slovenske vojske, če bi se pripetilo karkoli, kar bi terjalo to, da demonstrirate vaš bojni karakter, boste to opravili z odliko, naši ljudje vam zaupajo in so skupaj z mano ponosni na vas. Slovenska vojska je v preteklem letu opravila vse svoje naloge, današnja in ostale vaje bodo utrdile takšno zahtevo tudi v prihodnje. Vaje preskok imajo tudi sporočilno vrednost, sporočajo našim zaveznikom, našim prijateljem, da smo z ramo ob rami pripravljeni varovati naše demokratične vrednote in svobodo. Vaše vaje sporočajo tudi državljanom tukaj v lokalnem okolju, da je Slovenska vojska pripravljena priskočiti na pomoč, ko je to potrebno, tako ob reševanju življenj in premoženja, ali pa bolj ob preprostih aktivnostih. Slovenska vojska je vselej v službi naše domovine. Ime vaje preskok ima lahko tudi simbolen pomen, preskok Slovenske vojske v novo obdobje, v obdobje razvoja in preoblikovanja v dobro opremljeno in dobro usposobljeno Slovensko vojsko. Absolutno sem prepričan, tudi moram reči, ob osebni zavzetosti ministra za obrambo, vlade, da bomo v naslednjih letih, kljub recesiji, kljub težavam v gospodarskem in socialnem življenju, z načrtom, ki ga ima minister in vlada, in upam od podpore državnega zbora, tudi finančno zagotovili potrebna sredstva za to, da bo vojska lahko pripravljena, tako kot mora biti, in da bodo končno tudi ocene, ki bodo pozitivno odmevale v javnosti, izkazovale tisto, kar sem prej rekel, da itak vemo. To je, da se na vas absolutno lahko zanesemo. Zahvaljujem se vam za vaš današnji prikaz in vam želim uspešno delo. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga?